Od imenovanja nove vlade sta minila že 2 meseca in pol, premier Miro Cerar pa še naprej bije bitko za popolnitev ministrskih položajev. V začetku septembra je, kot je najbrž vsem dobro znano, sestavil edinstveno ekipo kompetentnih in neoporečnih kandidatov in kandidatk, v kateri naj bi ministrstvo za gospodarstvo prevzel neki Erwin Pfeiffer. A si je premier potem 5 minut pred 12. premislil in kandidata zamenjal z Jožefom Petrovičem, domnevno zato, ker naj bi z njim laže uskladil poglede. Komaj nekaj dni po imenovanju pa je Petrovič nepreklicno odstopil z mesta ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Razlog za odstop so bili neki posli s prodajo pisarniškega materiala državnim organom. Ali je v resnici šlo le za slabo ošiljene svinčnike in posušene kulije, nismo uspeli izvedeti. Vsekakor pa je imel premier Miro Cerar še vedno na voljo izjemen nabor kompetentnih in neoporečnih kadrov, zato mu je izbiranje vzelo kar nekaj časa. Nazadnje se je odločil za Gojka Koprivca, ki pa je pred imenovanjem nenadoma zbolel, tako da premierju ni ostalo drugega kot ponovno odkrivanje tople vode. Drugače pa je treba povedati, da vlada dobro dela. Medtem ko se minister za javno upravo Boris Koprivnikar glasno pogaja s sindikati javnega sektorja, je finančnemu ministru Dušanu Mramorju že uspelo dvigniti nekaj davkov. Na srečo slednjega davkoplačevalci sploh niso opazili, ker so jih mediji uspešno zamotili s poročanjem o bolj pikantnih dogodkih. Šlo je za to, da sta se neki gospod Adam in neka gospodična Eva menda slekla v šolskem kabinetu, iz česar lahko sklepamo, da na šolah preveč kurijo in da bi se torej tudi pri tem dalo kaj prišparati. To je seveda dobro. Manj dobro pa je, da je to imelo za posledico pohujšanje naše mladine. V že omenjenem šolskem raju se je namreč pojavila kača in s pametnim telefončkom zapeljala nekaj nedolžnih otročičev, eden od njih je veseli prizor celo posnel in ga objavil na internetu. To pa je seveda vse graje vredno, je zatrdila bivša informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar. Šolnik in ravnatelj Dušan Merc je skušal mulca zagovarjati. Samo on je naredil nekaj takega, kar so počeli drugi dijaki v drugih tehnoloških časih vedno. On je samo zlorabil tehnologijo. Nataša Pirc Musar pa je odločno stopila v bran zasebnosti gospoda Adama in gospodične Eve. Jaz bi kot nekdanja informacijska pooblaščenka vendarle rada opozorila na to, da je naša zasebnost svetinja, da si ne odpovemo, ko stopimo iz naših stanovanj ven. Merc je spet ugovarjal in skušal krivdo za snemalčevo početje naprtiti medijem. Oni so naredili pač nekaj takega, kar lahko v rumenem tisku ali pa nekje preberejo vsak dan. In če bi bili modri, bi šli čez, zaradi tega, ker so učenci naredili samo tisto, kar delajo odrasli institucionalno. Dodal je še, če smiselno povzamemo njegove besede, da lahko človek za svojo zasebnost v precejšnji meri poskrbi tudi sam, to pa je bivšo informacijsko pooblaščenko precej razkurilo. Gospod Merc, vi se zdaj postavljate na stališče argumenta, nimam česa skrivati, naj o meni vedo preprosto vse. Pojdite se enak sprehajati po Tromostovju, če nimate česa skrivati. Po nam znanih podatkih Dušan Merc predloga ni upošteval. Najbrž zato, ker je prepričan, da lahko v marsikaterem pogledu sam poskrbi za zaščito svoje zasebnosti in mu ni treba računati zgolj na pooblaščenkino ali celo na sodno varstvo. Morda pa preprosto zato, ker so temperature na Tromostovju v zadnjih dneh zelo padle. No, medtem se premier Miro Cerar še naprej odloča, kdo iz njegovega dolgega nabora kandidatov bi utegnil biti najkompetentnejši gospodarski minister. Kandidatov je menda več. Eden od njih ima menda dober nos za posle.
drugemu se že po nosu vidi, da je pošten in moralen. Nos tretjega pa je že polomljen, kar kaže na bogate izkušnje. Kako se bo odločil premier Miro Cerar, bo menda znano v ponedeljek. V nasprotnem primeru bo treba izdelati fotorobota gospodarskega ministra in ga iskati s tiralico.